Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši oddaji, v kateri gostimo župane in preverjamo življenje v raznih občinah. Tokrat smo se ustavili v Spodnji Savinjski občini, v dolini zelenega zlata, v občini Žalec. In z nami župan občine Žalec Janko Kos. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Sicer so korona časi, kot jim radi rečemo, nekoliko drugačni, tudi nekako krojijo življenje v občinah, pa tudi investicije in projekte in samo družbeno, družabno življenje. Pa vendarle tudi v Žalcu se še marsikaj dogaja in imate plane, gledate svetlo naprej. V Žalcu, kako je župan zdaj, mogoče da začneva čisto na začetku, v tem trenutku s korona situacijo? Žalec ni imel kakšnih pretiranih, prevelikih okužb, seveda upamo, da tako tudi ostane, ampak vendarle korona ni šla mimo žalske občine. Zagotovo ni šla, približno tako kot vse posod v Sloveniji. Zdaj vsi čakamo, da pridemo čim prej v oranžno fazo, pa kasneje v rumeno, pa še boljše. Velika žarišča okužb potencialna po občinah so domovi za starejše občane. Pri nas je to dom na Trju. Jaz sem zdaj zelo vesel, ker že 3 tedne nimajo nobenega okuženega, ne med zaposlenimi, ne med stanovalci. Imamo seveda velike firme, kjer je potencialna nevarnost okužb, ampak smo tako nekje kot v Sloveniji. Razmere se izboljšujejo, nosimo maske, se razkužujemo, poskušamo biti odgovorni in upam, da bo kmalu bolje. Tako tudi ostalo. Korona kriza se je torej v lanskem letu začela tam nekje konec marca. To je ravno čas, ko se na veliko začnejo izvajati projekti, investicije, ki so bili zastavljeni v tem letu. Kako je bilo z žalskimi investicijami in projekti? Ste speljali večinoma njih, ne? Več ali manj so projekti kar normalno potekali. Govorim predvsem o infrastrukturnih projektih, saj ljudi pa to najbolj zanima. Največ šteje, koliko cest, pločnikov, razsvetljave, komunalne in druge infrastrukture urediš. Gradbeniki so kar pridno delali ves ta čas. Nekaj delamo v Žalcu skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. To so večji cestni infrastrukturni projekti, kot je na primer cesta skozi Šempeter. To so tam projekti, ki so okrog 2 milijona evrov. Pa eno prepotrebno krožišče na žalski obvoznici, ker je bil tako zvani Y prej, smo uredili z velikim sodelovanjem in s pretežnim financiranjem Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Mi smo naredili veliko odsekov manjših cest, pločnikov, javne razsvetljave, kanalizacije, izgradnje vodovodnih sistemov. Zasledovali smo nekako plan, ki smo se ga postavili in nam je kar uspelo. Zdaj seveda je leto že za nami, zdaj se oziramo bolj naprej in pred nami so veliki projekti za naprej. Seveda računamo na pomoč države, dogovor za razvoj regij, pripravljamo projektno dokumentacijo za javno naročilo za izgradnjo Griškega mostu. To je most čez Savinjo, najprej porušitev obeh oziroma 3 mostov, pa potem izgradnje novega. Verjamem, da bomo javnemu naročilu pristopili konec tega leta. Potem že prej spomladi bi radi pristopili k javnemu naročilu za sanacijo mostu skozi Savinjo v Kasazah, ker najprej moramo urediti ta most, če želimo potem zgraditi novega v Grižah, ker bo določen promet preusmerjen še bolj preko tega mostu. Zaradi manjše obremenitve verjetno. Seveda, pa tudi dograjena bo brv za kolesarje in pešce, kar pomeni večjo varnost in boljšo pretočnost za udeležence v prometu. Obveščeni smo strani Darsa in direkcije, da se projektira uvoz-izvoz na avtocesto v Arji vasi. To je za nas pomembno.
Gre za izjemno velik projekt, težak približno 8 milijonov evrov po neki projektantski oceni, vključuje pa tudi kot predmet obdelave križišče proti Zaloški Gorici in pa križišče proti Arji vasi oziroma proti novemu hotelskemu. Je bilo to začasno rešeno s semaforji zdaj trenutno? Ja, zdaj imamo to rešeno s semaforji, je veliko bolje, kot je bilo, jaz to priznam, vendar je to začasna rešitev, ki ne more trajati večno in iščemo trajno rešitev. Projektiranje gre v pravi smeri, občina en manjši delež pri tem bo imela, posebej tisto, kar posega na območje naših lokalnih cest in je izven te preureditve. Verjamem pa, da bo tudi Dars v svojih načrtih, v svojih razvojnih programov in pa direkcija bosta zagotovila potrebna sredstva. Jaz pričakujem, da bi z deli pričeli v naslednjem letu. 20 let smo imeli oziroma imamo neustrezno izveden priklop izvoz na avtocesto, ampak zdaj pa upam, da se bodo stvari popravili. Uredile končno in da bo promet lažje stekel, ker je zelo obremenjen promet na tej Seveda, in tega prometa bo še več, naša obrtna cona se razvija v Arji vasi, število prebivalcev v samem Žalcu se povečuje, ker imamo novo stanovanjsko gradnjo, čezdalje več gospodarskih subjektov si želi umestiti svoje objekte v prostor tu v Žalcu in pričeti svojo dejavnostjo v Žalcu, kar niti ne preseneča, ker imamo tako geostrateško dobro pozicijo, dobrih 60 km do Maribora, do Ljubljane. Zato se je tudi privatni investitor odločil, da gradi stanovanja. Do zdaj smo zgradili 2 stolpiča, so zgradili, malce tudi z našo pomočjo, tako ali drugače občina je vedno umešana. Gre za sosesko Frenga? Ja, gre za benzinskem servisu? Pri benzinskem servisu. Prvi stolpič 58 stanovanj, pa potem še 26 stanovanj je prodana kot sveže zemljice. Investitor načrtuje gradnjo, pričetek v jeseni še za tam med 100 in 120 stanovanj, še 2 stolpiča. Mene to veseli, ker pomeni, da je Žalec zaželena destinacija za bivanje, zelena, čista, urejena. Jaz vem, da ne moramo zagotoviti zaposlitve za vse te ljudi, še za lastne občane, ne. Ampak to pa ne pomeni, da ne more nekdo tu živeti in delati v Celju, v Ljubljani, Mariboru. Ravno poznam primer, ker sta kupila stanovanje gospa, ki je bila doma iz Konjic in partner iz Slovenj Gradca in sta se odločila, da imela skupno domovanje pri nas v Žalcu. To pa zdaj pomeni, da moramo mi zgraditi dodatne enote vrtca, zato se pripravljamo na eno projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo novih 9 enot vrtca in pa za dograditev prve osnovne šole Žalec, najmanj 4 učilnice, ker je taka prostorska stiska. Je premalo prostora za učence. Je premalo, ker mi smo nekako uspeli zaustaviti trend odseljevanja občank in občanov iz Žalca, zdaj se je to ustavilo in se ponovno povečuje število prebivalcev v Žalcu. Ravno zaradi rasti gospodarstva, stanovanjske gradnje, vse te javne infrastrukture, ki jo mi gradimo, vseh teh možnosti, ki pomenijo večjo kvaliteto bivanja in življenja, kot je načrtovanje bazena, Hopslandije, da imaš zimsko drsališče, da imaš prirejen štadion, da imaš igrala, da imaš street outwork igrala, na tem delamo, seveda pa računamo zelo veliko na kakšna evropska državna sredstva, še iz obstoječe finančne perspektive, iz dogovora za razvoj regij, predvsem kar pomeni izgradnjo kolesarskih stez. Jaz si želim, da končno povežemo Celje ob Savinji, kolesarsko stezo, pa potem proti Zgornji Savinjski dolini,
Zakaj smo si naredili ta projekt tudi kolesce, zato da bomo lahko povezovali urbana središča, da se bo ta dva središča, kot je Žalec in Celje, bolj povezala, da se bi ljudje vozili v službo na razne prireditve, da se bojo rekreirali. In to infrastrukturo je treba zgraditi, če smo rekli A, moramo reči B pa C. In potem imamo včasih težave, ker komplicirajo enkrat Agencija Republike Slovenije za okolje, zaradi bližine Savinji, pa ne vem, kdo si še kaj izmisli, da se zadeva zaustavi. Drugače pa se pripravljamo tudi na Spodnji Savinjski dolini občine na javno naročilo v 3 sklopih za izgradnjo vodovodnih sistemov. Mi imamo še, kjer gre tudi za prijavo na razpis. In tukaj je javno naročilo težko približno 6 milijonov evrov. To naj bi zgradili v naslednjih letih. Seveda, kaj bi občina Žalec pridobila s tem? Občina bi pridobila približno 1,5 milijona evrov. Mi pri tem sodelujemo izgradnjo vodovodnih sistemov na območju Krajevne skupnosti Galicija, črpališča, vodno zajetje, povezovalni vodovodni sistemi, vodoskrba v Hramšah in vmes od Železnega pravzaprav ali pa še niže pri domu starejših občanov pa vse do Železnega. Boljša, kvalitetnejša oskrba, da ne bo potem pomanjkanje vode v sušnih sistemih in da bo zadostna in kvalitetna oskrba s pitno vodo, da ne bodo gasilci morali voziti potem poleti vodo. To je v načrtu, to so zahtevni projekti. Zdaj mi to usklajujemo še, kako se bojo situacije plačevale, ker občine ne moramo zalagati ta sredstva, da bi država sprotno plačevala ta sredstva, ker ena občina je nosilna, to bo občina Žalec in ne more zalagati izvajalcev za ostale občine in se moramo tu med seboj dogovoriti z obema ministrstvama, tako za okolje in prostor in pa seveda z gospodom Černačem, ki je, bi rekel, kontrola nad črpanjem evropskih sredstev, minister za kohezijo. Razgovori potekajo, mi vemo, kaj moramo narediti, v vsakem primeru moramo biti na varni strani. Menim, da v tej dolini subregiji dobro skupaj držimo, ne samo občina Žalec, ki je nosilka te subregije, tudi ostale občine in se povezujemo v skupne projekte. Imamo eno vizijo, kaj narediti. Tu zdaj v teh časih sledimo raznim razpisom. Ta čas je za mene zelo aktualen razpis za kapacitete nove v vrtcih in pa v šolah. Kot že prej sem povedal, pokamo po šivih v Žalcu in pa problematičen vrtec imamo na Ponikvi pri Žalcu. Zato bomo čim prej pristopili k pripravi ustrezne dokumentacije, se prijavili. Po vsakem potresu nas je na Ponikvi strah, 140 let stara stavba. Se pravi, gre za skoraj dotrajano stavbo. Dotrajana, seveda debele, široke, kamnite stene, leseni oporniki v kleti. Imamo sicer stekla, ki kažejo po vsakem potresu, ali se je kaj spremenilo. In to so naše skrbi. Občina sama nima dovolj denarja, ampak ko se pojavi razpis, moramo mi takoj skočiti, biti pripravljeni. Računamo pa, da bomo znali ta sredstva, ki so na razpolago v naslednji finančni perspektivi, da se bomo prav dogovorili med obema kohezijskima regijama, da bomo imeli dober partnerski sporazum in potem operativne programe in da bomo te kvote pošteno razdelili po Sloveniji. Ker včasih se mi zdi, da namesto, da bi vsa ta evropska sredstva odpravljala razvojne razlike, kar je cilj, so še bolj porazdeljene in večje razlike so med nekaterimi regijami v Sloveniji. Zato to ne smemo prepustiti znajdljivosti in različnim lobistom, da si pridobivajo ta sredstva
in je treba to nekako pošteno dogovoriti, zato moramo imeti prave mehanizme. Za mene je bil mehanizem dogovor za razvoj regije dober, ker smo se župani znotraj regije dogovorili za kvote po subregijah in potem za pametne, smiselne projekte. In zdaj se pogovarja tudi v CTN2, to so celovite teritorialne naložbe, ki vključujejo tudi te občine, ki imajo mesta, kot je Žalec, ki ni mestna občina, vendar igra vlogo, nosi ene subregije, ker tukaj je sodišče, tu je zdravstven dom, tu je zemljiška knjiga, tu je upravna enota, tu je geodetska. Pravzaprav mi moramo skrbeti širše za funkcijo, zgrajevati parkirišče, vso ostalo infrastrukturo za potrebe širše regije. Za samo občino ne bi bilo potrebno tako široko in zaradi tega bom z tega mehanizma, pričakujem, dobili nekaj evropskega denarja. Zdaj se je treba o tem dosti pogovarjati, imeti poglobljeno razpravo. Sicer, če bomo to prepustili samo velikim občinam, da se bojo zborile za svoje sredstva, potem bo denarja zmanjkalo. Kako pa je zdaj, bova šla nazaj na izvoz iz avtoceste iz Celja proti Ljubljani v Arji vasi, kjer je Arnovski gozd. Nedavno ste podpisali pogodbo za širitev poslovne cone, vsaj dela poslovne cone Arnovski gozd. Zakaj točno gre? Ja, to je Arnovski gozd 3, je še prostora skoraj 15 hektarov. Zdaj predmet obdelave je približno 12 hektarov. Na takšnem območju se bo zgradila komunalna infrastruktura, ceste, pločniki, vodovod, kanalizacija, razsvetljava. In predhodno smo naredili pogodbeno komasacijo, združili razpršeno lastništvo v smiselne celote, parcele, kjer bodo gospodarstveniki lahko umestili svoje tovarne, svoje proizvodne objekte, svoje hale. In zdaj si investitorji od lastnikov kupijo zemljo, je ta zemlja 40-50 evrov, mene tudi ne zanima, to je stvar ponudbe, povpraševanja. Upam samo, da ne bojo preveč prodajalci izseljevali. Mi pa pridobimo sredstva iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da bomo zgradili infrastrukturo, in ker dobimo sredstva, bo komunalni prispevek dodatno mnogo nižji zaradi sofinancerskih sredstev, kot bi bil drugače. In če teh sredstev ne bi dobili, bi moral 50 evrov, ki je nekdo plačal za zemljo, prišteti še 30-40 evrov po kvadratnem metru za komunalni prispevek, kako pa bo ta znesek znatno nižji, ker bomo mi to infrastrukturo zgradili s pomočjo evropskih oziroma republiških sredstev. Tako na nek način pomagamo. Gospodarstvo je pa zainteresiranih na tem območju od 15 do 20 investitorjev, ki želijo graditi tam svoje objekte. Zelo atraktivna lokacija. Zelo. Mi smo 9 imamo podpisanih že pisem o nameri, tisti, ki so pripravljeni takoj, ko bo možnost začeti graditi. Bodo začeli, ne? Ja, to bo ena največjih, najbolj atraktivnih industrijskih obrtnih con v Sloveniji. Sam pogledajte, zdaj je več ali manj, jaz mislim, zdaj pa končno, določena trasa proti Avstriji in nedaleč v stran v Šentrupertu, odcep proti Velenju, proti Avstriji, Celje, kot sem že danes rekel, dobrih 60 km, Maribor tudi, dol proti Zagrebu, ni daleč odcep. In tukaj so se dobesedno za nekatere parcele stepli ljudje, v narekovajih velik interes je. In mi bi lahko tišali glavo v pesek ali pa v to ugriznili. Lahko ne bi naredili nič. Je pa zelo, ljudje dostikrat niso zadovoljni. Interes je, da tisti, ki investira, kupi zemljo čim ceneje, tisti, ki prodaja, čim dražje. Vendar tisti, ki prodajajo, so pozabili, da so nekoč spraševali, če imamo kakšnega kupca za kakšen travnik za 4 evre, pa ni želel to nihče kupiti.
zdaj pa prodajo po 40, 50, pa ne rečem še več evrov po kvadratnem metru. To so pa malo pozabili. Ampak na koncu se vse stvari uredijo, bi rekel, konec dobro, vse dobro, in če smo uspešno zgradili tako Arnovski gozd 1 kot 2, verjamem, da bomo tudi trojko v naslednjih par letih, in Žalec piše zgodbo v uspehu, kar se gospodarstva tiče. In tu si pa upam reči, da dobro delamo z gospodarom, z roko v roki. Dobro pripravljate teren, kar se seveda kaže tudi skozi leta, pa tudi v poslovni coni Vrbje, ki ste jo razširili, končno predali zdaj tudi namenu. Se kažejo že verjetno tisti prvi uspešni gospodarski zametki? Ja, tam je ena skupina podjetnikov, ki potrebujejo infrastrukturo, ki potrebuje tudi parkirna mesta, ki potrebuje logistiko, ki potrebuje dovozno, obvozno cesto, ustrezne zavijalne radike, ustrezno razsvetljavo. Kaj ne rečem, je razlika, ali ti posluješ v enem neurejenem okolju ali pa v urejenem. Tu smo tudi dobili 835 tisoč evrov evropskih oziroma državnih sredstev. Bo pa ta infrastruktura lahko služila na drugi strani tudi turistični coni, tako kasneje bazen, pa že zdaj imamo parkirišče za avtodome, pa ribnik Vrbje v bližini, in to postaja ena taka atraktivna, turistično razvedrilna točka. Imamo še nekaj takih con, ki jih je treba urediti, ampak prej je treba narediti, se pravi sprejeti ustrezne OPPN-je, prostorske dokumente, spremembe, dopolnitve, program opremljanja. Problem je, ker v takih conih eni so zainteresirani, eni niso. In moraš dobiti navdušiti dosti ljudi ali jih nekako spodbujati, preseljuješ jih težje, ker gre tu za interes. Ampak kar se prostorske dokumentacije tiče, smo zelo pridni. To moram reči, da je tudi naša direktorica, ki vodi Urad za prostor in gospodarstvo, zelo vztrajala, da smo v teh letih 38-39 občinskih podrobnih prostorskih načrtov sprejeli. Prav tako imamo sprejet že 7-8 let krovni prostorski dokument OPN in izvedli smo že lani tudi prve spremembe in dopolnitve krovnega občinskega prostorskega dokumenta. Zdaj pa že zbiramo pobude in predloge za naslednje spremembe. Tako da na tem področju smo kar pridni. Če nima s prostorom urejeno, potem tudi investicij ni. Težko stremiš napredku, ne? Ja, tudi po potrebi naredimo kakšno lokacijsko preveritev, kjer je to dovolj, da ni potrebno pristopiti k občinskemu prostorskemu načrtu podrobnemu. Pa trudimo se, če imaš dobrega projektanta, to je tudi zelo bistveno. Vsak investitor, ki pride k nam in potrebuje spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta, mu povemo, če boš imel dobrega projektanta, ki ve, kaj hoče, ki ve, kaj dela, da boš delal z njim z roko v roki, da bo tudi investitor stal za njim in razumel, da to se ne da nič siliti, da imamo toliko nosilcev urejanja prostora, da mi moramo pridobiti prva, druga mnenja, da ne moramo nobenega izsiliti. Če boste to zavestno sprejeli, mi bomo vam pospešili roke, skrajšali rok morda na minimum javne obravnave, uvrstili takoj, ko bo možno na občinski svet in to speljali. In če pa kdo misli, da se do to danes zelo po domače narediti, pa zelo skrajšati, pa neki iti po eni bližnici, se pa ne da. Tudi tujcem povemo, kar nekaj tujcev imamo, ki pri nas investirajo, da pri nas gostujejo. In čeprav je njihova realizacija v podjetju nekaj večja, kot je proračun te občine, se morajo zavedati, da so prišli v Slovenijo, ker smo mi gospodarstvo, mi gospodarimo s prostorom, našo čisto vodo pijejo, naš zrak čist dihajo, v našo kanalizacijo kakajo in morajo to sprejeti. In morajo biti, dostikrat povemo, odgovorni do okolja, da ne rečem družbeno odgovorni, plačevati davke, prispevke. Če so taki, bomo naredili za njih vse. In eni pač žal tudi tujci mislijo,
da smo mi kakšna banana republika in da lahko pri nas pa svinjajo, pa delajo, kar mogoče v Nemčiji ali pa kje druge ne morajo. Ne morajo. In mi se ne predamo. Mene že to moti, ko je bil zdaj kulturni praznik in se mi zdi, da je treba te samobitnosti se zavedati, da me jezik je ta tuj kapital pritiska. Zdaj ne pridejo več na nas s tanki pa s puškami, ampak z močnejšim kapitalom, z močnejšo kulturo, da morajo naši ljudje že govoriti nemško ali angleško z lastnikom v tuji firmi. In tukaj smo se pa čisto prodali. Če bomo to počeli še dolgo časa, potem nas pa ne bo čez par stoletij, ker stati in obstati ravno z jezikom, s kulturo smo nastali v veliki meri in tega se moramo zavedati. In tukaj se mi soočamo s tem prepihom močnejših kultur in močnejšega kapitala. In jaz sem tu, koliko se da, zelo konzervativen in zelo previden. Ne moraš ti meni vsiljevati nekaj zato, ker si bogatejši. Ampak ta logika požrešnega, prevladujočega kapitala je žal zelo močna. In mi bi včasih kar pokleknili bogi slovenčki, zato ko pride nekdo, ki je tako vpliven pa močen. Mene čisto vsem, s kakim avtom se pred občino pripelje. Pripravljen sem pa pomagati vsakim. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za rojstni dan? Desetak. Za posebne priložnosti? Desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 5 nakupovalnih središč, 450 trgovin, en darilni bon. Kar nekaj časa se že ureja namreč cesta skozi Šempeter. Kakšno je zdaj stanje tam, kako dolgo še traja ta projekt? Dolgo časa smo trajali, se pogovarjali z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, občina in oni. Oni so investitorji približno 1,5 milijona, pa mi 0,5 milijona. Na tej potezi delamo od krožišča, pa most čez Strugo, pa pločnik, pa kup stvari. Ogromno stvari se dogaja. Ogromno stvari do Brgle, oziroma do Sipa. Se pravi, od izvoza iz avtoceste, od krožnega pa vse do Sipa. Pa do Sipa, ja. Zdaj, naslednja faza pa potem, ko bo na vrsti mimo Sipa, pa mimo Špara, krožišča treba izvesti pravzaprav. Ta del, manjkajoči, še treba urediti do izvoza pravzaprav za trgovino Mercator. Tukaj imamo podaljšan rok, ker je logičen, nekaj zaradi korone, nekaj tudi zaradi ostalih del, ki jih je bilo treba narediti. Vsak prebivalec je, jaz trdim, upravičeno, vsakdo pač potem, kot drugačen terenu se pokažejo stvari, hoče imeti pač neko ograjo, pa neko svojo zaščito, ker prej si skrit za svoje smreke, svojo zelenje, ko se pa to razširi odpre, si pa kar naenkrat odprt in pa želiš, da ti pač investitor nekaj pomaga, da ti gre nasprot. In ker bo treba vse te detajle urediti, je rok podaljšan do konca aprila, verjamem, da do konca aprila bomo to uredili. Potem se pa projektira ta drugi del in jaz verjamem, da drugo leto, konc tega leta oziroma naslednjo leto pa pristopimo še tisti manjkajoči del, kot sem rekel, skozi Šempeter. Vse ne moram reči, da z direkcijo kar dobro ne sodelujemo. Imamo kar nekaj krožišče v načrtu tudi v Petrovčah. Razmišljamo o izvedbi krožišča. Na glavnem križišču? Na glavnem.
pa še kje. Žalsko krožišče na obvoznici Žalski proti Mavrici pa je končano, ne? Proti Mavrici pa je končano, ja. Je pa končano. Še v zadnjih minutah, župan, dajva še malo na družabno življenje pogledati v občini Žalec. Mesec marec je zdaj že kar nekaj sezon. Bil tisti mesec, ko smo konec meseca odprli to žalsko znamenitost, ki je Žalec ponesla v svet, ga zapisala na svetovni zemljevid turizma. Fontana se letos odpira kako? Verjetno so tudi tukaj negotovi časi, še ne morejo dati pravega odgovora. Drugače, letos je vse drugače. Neke velike otvoritve ne bo. Mi bomo spremljali tekoče epidemiološko sliko, ukrepe, priporočila NIJZ-ja in se odločilo v zadnjem trenutku. Ampak že zdaj rečem, da neke velike otvoritve na Fontani konec marca ne načrtujemo, če bo sploh možno pričeti konec marca. Lani smo pričeli 9. maja za zamikom. In verjetno bo treba tudi omejitev, kot smo imeli zdaj, narisati na tleh krogce, ali bo tam lahko 10 ljudi, ne vem, koliko ljudi se bo lahko zadrževalo. Jaz upam, da bo situacija toliko se umirila, da bo kmalu bolje, da bomo nazdravili boljšim časom, ker drugače narodu popuščajo živci. Meni včasih rečejo sodelavke, danes imamo pa toliko tečnih strank, da je zgleda, ker je polna luna, pa nekaj časa tega nisem verjel, ne. Pa zdaj verjamem, da to vpliva. Ampak ta korona se mi pa zdi zadnje čase, ko bi bila ves čas polna luna. Vsi neki želijo od nas, pričakujejo, so znervirani in to se mora sprostiti, to javno življenje in tudi z gospodarskega vidika se ne bomo v stanju vsega tega plačevati. Poglejte turizem, poglejte zabavno industrijo, poglejte kulturo, poglejte gostinstvo. Vse ti ljudje bodo skrahirali, vse ne bojo zdržali. No in mi na Fontani bomo imeli več takih prireditev manjših in tudi virtualnih. Imeli bomo seveda 2, ne bi še rad izdal ambasadorja. Zdaj, ko so težki časi, ne bomo imeli enega, bomo imeli pa 2. Pa izbrali bomo najboljšega krafterja, najboljše pivo ljudem. Več poudarek bo na tisti, ki bojo prihajali. Kaj želite, kaj pričakujete, kako to ocenjujete. Veliko bomo z ljudmi tako ali drugače sodelovali. Interakcije s turističnimi centri, drugimi se povezujemo. Jaz celo mislim, da ko se tole sprosti, te bone še imajo ljudje, bojo migrirali iz enega dela Slovenije v drugega in to se je že zdaj pokazalo, se vmes ustavijo v Žalcu na odličnem pivu. Lanska sezona je bila kljub krajšemu času odprtja odlična. Mene je to presenetilo, da ti prodajaš samo domačim gostom, pa prekinjena sezona na Fontani vmes, kasneje se je začela, prej se je zaprla. 22,000 kriglov, pa to je izjemno. Zdaj pa, ko pridejo še tuji gostje, ko se to enkrat odpre, da bo željni druženje, potovanju, pa tega še več. Zato mi delamo na teh sporednih aktivnostih. Ko pride družina, da imajo tam otroci nekaj za početi. Mi vemo, da če se ustavimo, je konec. Mi moramo to ponudbo samo nadgrajevati. In potem bomo zmagali. Zdaj se mi smilijo ti krafterji, ne vem, kako bi jim pomagal, ker ne morajo piva prodati. Pivo ima omejen rok trajanja, ampak največ jim lahko pomagamo, če bomo čim prej odprli zimske vrtove, rekli, koliko jih lahko sedi za eno mizo, da začnejo ljudje se družiti, piti, ne pijančevati. Zdravo, kulturno uživati pivo, ki ima tudi B-vitamin pa zdravilne učinke. Skratka, nekaj se mora čim prej vrniti javno življenje gospodarsko nazaj, ker eni krvavijo v gospodarstvu, v manjšem gospodarstvu, eni bodo pa nevojni, bojo pa epidemiološki zaslužkarji. Tisti, ki razno opremo prodajajo, tisti, ki imajo danes 2 ali pa 2,5 plače, pa jim bo pol hudo, ko ne bodo imeli. Eni so pa izgubili službo, nimajo plače, so pa bogi. Pa upamo seveda na čim prejšnjo umiritev stanja, boljše čase se zdaj prihaja počasi pomlad, pa naj ta pust, sicer tudi, če ne bo kakšnih povork, vseeno prežene vse skupaj, vso zlo. Hvala lepa, župan, za tale pogovor. Absolutno pa spet takoj v mesecu marcu, aprilu, ko pa se odprejo pipe na Fontani, ko predstaviva še ostalo dogajanje v Žalcu, pridemo spet z veseljem na obisk.
Pridite v Žalec, Žalec ni daleč, veseli smo vsega, ki pride k nam, potrudili se bomo, da vas ne bomo razočarali. Drugače vam pa želim, da čim prej tole korona mine in veliko zdravja. Hvala lepa, srečno. Toliko v današnji oddaji, hvala lepa, ker ste bili z nami. Kmalu spet na videnje, srečno.